Svet kulture. Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo izvedeli, kako poteka obnova Loretanske kapele Mariborskega gradu, predstavili pa bomo tudi 16-delni cikel oddaj Odprta knjiga, v kateri bo predstavljena knjiga, kje je pristala Beethovenova obara Stevena Isserlisa, ki se na programu Ars začenja danes. Vabljeni v našo družbo. Loretanska kapela Mariborskega gradu velja v širšem slovenskem prostoru za izjemno dragocenost z vidika premične in nepremične kulturne dediščine. Trenutno jo obnavljajo, kar znese več kot 830 000 evrov. Namen obnove je zagotoviti pogoje za ponovno uporabo kapele za kulturna in turistična doživetja v mestu in regiji. Tamara Zupanič-Čučnik. Loretanska kapela je sestavni del Mariborskega gradu. Umeščena je v njegov jugozahodni del in z notranjim stopniščem povezana s preostalimi prostori. Alenka Zupan iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Maribor. Zgrajena je bila leta 1655 in sicer po vzoru Loretanske kapele, se pravi Loretanska kapela je tip kapele, ki je banjasto obokana, temačna noter, neometana, črna in značilnost njena je črna Marija, se pravi obarvana Marija. Tip je nastal v Loretu v Italiji, kjer je Santa Casa, to je sveta hiša, za katero verjamejo romarji, da je tam živela Marija. In tisto je bila prva taka loretska kapela in potem so po svetu podobne loretske kapele delali predvsem v baroku. In tudi tale naša mariborska je verna kopija te loretske kapele. Dal jo je postaviti Janez Jurij Kisl, ki pa je leta 1656 umrl, se pravi eno leto potem, ko so začeli graditi. In je potem njegova žena Marija Ana dokončala opremo in dala posvetiti kapelo. Malo kasneje, se pravi po 1727, pa so ta vmesni prostor med kapelo in med gradom pokrili z obokom in zgradili potem privatni oratorij, se pravi molilnico za grajske gospode. V samo kapelo ne posegajo. Bomo pa v zakristiji restaurirali, seveda poleg vseh portalov, kamnitih in mrež, bomo v zakristiji restaurirali eno lepo okno iz 18. stoletja z temi volovskimi očesi, zasteklitev je še prvotna, in pa tudi piscino, se pravi umivalnik marmornat, tako da tisti dve stvari bosta pa res zasijali. Kapela je zgrajena v baročnem slogu. Notranjost je temačna, poslikana s freskami prizorov iz Marijinega življenja in svetniških legend. Prezbiterij je pregrajen z mrežo, v niši je kip Črne Marije z detetom. V čas nastanka kapele sodita tudi visoka lesena stenska svečnika s hrustančastimi grbovnimi kartušami grofov Kisl in Berka, ter zelo dragoceni srebrni kroni Marije in deteta, izdelani leta 1750. Ohranjena je tudi preostala stavbna oprema in premična dediščina. Srebrni in leseni svečniki, srebrne in medeninaste večne luči ter dragoceno oblačilo za Marijo. Izredno pomembno je, pravi konzervatorsko-restavratorska svetnica iz Pokrajinskega muzeja Maribor Irena Porekar-Kacafura, da so bili na kapeli 3 kipi. To je Bog oče in na eni strani je Marija in na drugi strani Gabriel, ki je oznanil Mariji, da bo pač dobila Jezusa. In te kipi so bili zaradi dotrajanosti in nevarnosti, da bi torej padli komu, seveda, ker vemo, da je tu pešcona, kakšen košček komu na glavo, so bili že pred približno 30 leti odstranjeni in sedaj seveda so ti kipi v postopku konzerviranja, restauriranja, kasneje pa pridejo nameščene na kapelo kopije. Kopije pa bodo izdelane v originalnem materialu, kot so kipi, torej iz peščenjaka. Tako da bo ta kompozicija, ki jo Mariborčani vztrajno pogrešajo in nas večkrat sprašujejo, kdaj bomo torej te kipe vrnili na kapelo, upam, da bojo zelo zadovoljni.
V Pokrajinskem muzeju Maribor so že zastavili sklope, po katerih bodo spodbudili in zagotovili pogoje za ponovno rabo kapele za kulturna in turistična doživetja v mestu in regiji. To je mala Marijina pot. Ta naj bi povezala vse plastike Marij v mestu, ki jih imamo, pa jih ljudje sploh ne opazijo, da jih imamo. Ne? Izhodišče bi bila torej Loretska kapela in vse ostale plastike. In pa potem Loreto na Štajerskem, to je pa takšen enodnevni izlet nekje planiran, kjer pa bomo si lahko ogledali tudi ptujsko Loretsko kapelo, ki jo imajo, in pa kapelo Loretsko v samostanu Svete Trojice. To pa bodo združili s kulinaričnim in vinskim turizmom, ki ga promovira Zavod za turizem. Danes se bo v oddaji Odprta knjiga na programu Ars premierno začel cikel branja knjige zgodb o življenju velikih skladateljev z naslovom Kje je pristala Beethovenova obara avtorja Stevena Isserlisa. V slovenščino sta jo prevedli Aleksandra Pavlović in Jana Fajt, izdalo pa jo je Mednarodno kulturno društvo Soglasje v Novi Gorici. Več pa v pogovoru s Polono Gantar, organistko, glasbeno pedagoginjo in glasbeno urednico na programu Ars, ki je dala pobudo za cikel oddaj in jih tudi glasbeno opremila. Nam lahko za začetek predstavite knjigo Kje je pristala Beethovenova obara? Knjiga predstavlja najbolj slavne oziroma najpomembnejše glasbene ustvarjalce od baroka do današnjih dni, in sicer seveda velikega Johana Sebastiana Bacha, potem Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludwiga van Beethovena, potem pa gre v obdobje romantike z Robertom Schumannom in Johannesom Brahmsom do bolj sodobnih glasbenih pristopov, do Igorja Stravinskega. Knjiga je zanimiva predvsem zato, ker te skladatelje, njihova življenja, njihove zgodbe predstavlja na manj običajen način oziroma na zelo duhovit način, deloma humoren, deloma tudi ne, seveda odvisno, kakšne so bile življenjske zgodbe teh skladateljev, in zato me je zelo pritegnila oziroma že v začetku me je pritegnil že sam naslov, Kje je pristala Beethovenova obara. Torej gre za neko povezavo tudi s kulinariko. Ja, verjetno marsikdo ne pomisli, da tudi tako slavni glasbeni ustvarjalci so bili v resnici čisto navadni ljudje in seveda z osnovnimi življenjskimi potrebami, kot jih imamo vsi. Tako je v knjigi res kar nekaj omembe kulinarike, kaj je kdo kuhal, kaj si je kdo zaželel, in tudi z tega vidika je seveda knjiga privlačna. Kako pa ste vi prišli na idejo, da bi prav to knjigo vzeli in jo nekako priredili za radio? Prvič sem se srečala s to knjigo, ko je pianistka Aleksandra Pavlović na enem izmed prijateljskih večerov, ki jih včasih, kako ne rečem, priredim doma, na katerih ob klavirju spoznavamo glasbo, se družimo, igramo, lahko bi rekli kot neki hišni koncerti. No, ko je na enem takem koncertu Aleksandra Pavlović ob igranju klavirja predstavila tudi ta svoj prevod omenjene knjige. Zatem sem jo seveda dobila v darilo in jo prelistala in prišla na idejo, da bi bilo to knjigo mogoče dobro predstaviti tudi na programu Ars in da bi na ta način poskušali mogoče pridobiti oziroma približati klasično glasbo, pa tudi sam program Ars mlajšim poslušalcem. Seveda pa je knjiga prav zaradi svoje duhovitosti privlačna tudi za odrasle. Kaj pa je bil za vas največji izziv pri tej priredbi za radijski medij? Kako ste knjigo glasbeno opremili, glede na to, da sem prebrala, da avtor tudi sam daje nekakšne napotke, priporočila za poslušanje? Na predlog Alena Jelena smo jo uvrstili v oddajo Odprta knjiga. Mojstrsko sta jo interpretirala napovedovalca Mateja Perpar in Igor Velše, sama pa, kot omenjeno, sem jo glasbeno opremila. Pri tem sem se ozirala deloma na predloge, ki jih avtor že sam daje v
knjigi v besedilu, deloma pa sem izhajala, vse skozi sem v resnici izhajala iz razpoloženja, iz vzdušij, ki vejajo iz besedila in ki se v besedilu kar hitro menjavajo, in z glasbo sem želela pač še podkrepiti to atmosfero, ta vzdušja. Upam, da mi je tudi uspelo. Oddaje je režiral Klemen Markovčič, za ton in montažo sta poskrbela Sonja Strenar in Urban Gruden. Poslušate jih lahko od 5. do 26. avgusta, od ponedeljka do petka ob 19. uri na programu Ars. 30 dni po predvajanju v etru pa lahko posamične oddaje poiščete na spletnih straneh programa Ars ter na spletni platformi RTV 365. Strokovna komisija v sestavi Varja Balžalorski-Antič, Mirjam Drev in Miha Zor je izbrala 5 nominiranih zbirk za Veronikino nagrado 2026. Med deli, izdanimi med lanskim junijem in letošnjim majem, so nominirali zbirke Ključi Nataše Velikonja, Kaplje, kaplje Lare Božak, Fance, fance, njene pesmi in pesmi zanjo Blaža Lukana, Nekje notri je uho Tine Volarič ter Drevo, ki ga pišemo nihče Lukasa Debeljaka. Prejemnika letošnje Veronikine nagrade bodo razglasili 25. avgusta ob 20. uri na Celjskem gradu. V galeriji Kresija bodo nocoj odprli razstavo Oliverja Piliča z naslovom Stoletje jaza. Leta 1978 rojeni Pilič deluje na področju sodobne grafike, predvsem lesoreza, risbe, instalacije in fotografije. Izhodišče za premislek o digitalni estetiki, samopodobi in družbeni percepciji identitete predstavlja Sebek. Razstava vključuje 10 avtoportretov, ki v obliki prostorske postavitve vzpostavljajo večplastno, a popolnoma jasno časovnico fiktivnega in hkrati povsem formalističnega ter z naravo življenja povezanega razkroja. V švicarskem Locarnu se danes začenja 79. mednarodni filmski festival, na katerem se tokrat v glavnem tekmovalnem programu za Zlatega leoparda poteguje 17 filmov. Letos je festival v Locarnu prejel rekordno število prijav, skoraj 8000. Umetniški direktor festivala Giona A. Nazzaro je letošnji festivalski program označil za drzen izbor, ki je poln presenečenj in se sooča z izzivi sedanjosti. Festivalski program skupno obsega 233 kratkih, celovečernih, dokumentarnih in eksperimentalnih filmov. Letošnji Locarno, ki bo sicer minil brez slovenske udeležbe, bo ob jezeru Maggiore potekal do 15. avgusta, ko bodo zvečer slovesno podelili Zlatega leoparda in druge festivalske nagrade. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo končali današnjo oddajo, ki sem jo uredila in vodila Petra Meterc, posnel pa Gašper Loborec. Vabljeni k poslušanju naše dnevno informativne oddaje o kulturi spet jutri.